Dobro jutro. V ponedeljek zjutraj midva sva nazaj z najnimi live, v katerih odgovarjava na vaše vprašanje glede naravnega zdravljenja in zdravja in kako se izboljšati kvaliteto življenja na tak celosten način. In kot ponavadi sva tukaj z vami Alja Podgornik, doktorica Neja Zupan je tukaj z mano. Obe se že precej časa ukvarjava z naravnim zdravjem in zdravljenjem. Neja ima za sabo že več desetletij izkušenj, ima za sabo izkušnjo ozdravitve raka. Tako da tukaj proba predati stvari, ki so se jih naučile, čez katere so same šle in kaj lahko sami naredite pri tem, da si pomagate izboljšati svoje zdravje. Tako da midva sva prejšnji teden že načele temo prebave in sicer sva odgovarjali na vprašanje, kako na naraven način spodbuditi prebavo, kakšno vlogo pri tem igra hrana, kakšno vlogo pri tem igra hidracija, v glavnem, kaj naredimo, če smo zaprti, kaj naredimo, če imamo drisko, kaj naredimo, če imamo neka vnetja. In sva prejšnji teden veliko o tem govorila iz stališča fizičnega nivoja telesa. Danes bova govorila veliko več o čustveno-mentalnem nivoju, pravi, kaj so recimo čustveni vidiki, ki lahko vplivajo na našo prebavo. Preden začneva, naj vas še spomnim, da če imate kakršnokoli vprašanje, jih zapišite v komentarje, ne glede na to, na kateri platformi gledate to, ker jih midva vse shranila, si zapiševa in bova do njih prišle in vam odgovorila na to, kaj vas zanima. Tako da, evo, Neja, jaz bi te povabila, če lahko začneš in nam v bistvu poveš zdaj malo več o tem, kaj so čustveni vidiki pri prebavi, zato ker zelo veliko ljudi ve, da je pomembno, kaj jemo, da smo hidrirani, jada. Se mi zdi pa se zelo malo govori o tem, kakšno vlogo v bistvu igrajo tukaj čustva, nepredelana čustva, miselni vzorci in tako naprej. Dobro jutro v nov teden. Danes so nove priložnosti, tako da izkoriste novo energijo za nov teden, za to, da naredite nekaj. No, in ena stvar je tudi, da dejansko spustite tiste stare stvari od prejšnjega tedna. Prejšnji teden sem povedala, da sem bila ekstremen zaprta. Včasih tudi po 10 dni nisem šla kakat. To je bilo kar tako. Toliko sem bila napihnjena, da sem imela občutek, da mi blato gleda že skozi usta ven. Se pravi, želodec se je že stisnil, zato ker želodec pa debel črevo sta tako zelo skupaj. Želodec je spodaj, debel črevo gre pa ravno čez, ta transverzalni del debelega črevesja gre čez. No, in tisti del je bil tako poln, da je prav pritiskal in jaz sem bila čisto napihnjena, tudi jaz nisem mogla več. No, seveda, prejšnji teden smo midve govorili, kako na naraven način, kaj vse je treba pogledati pa paziti na fizičnem nivoju, da boš lahko šla kakat, da boš lahko šel kakat. Oziroma, če je tega preveč, če je preveč odvajanja, kaj je? Odvajanje bi moglo biti zjutraj. Tudi o tem sva prejšnji teden povedali, da je poglej klip od prejšnjega tedna, oziroma live od prejšnjega tedna. No, in ko sem se jaz ukvarjala s tem, da bom šla kakat, sem zelo hitro prišla do tega, kako je ta moja čustvena komponenta zraven prisotna. Ogromno ene žalosti, nervoze. Jaz sem bila leta tudi v depresiji. Lejte, saj depresija ni nujno, da se kaže na zunaj. Depresiven je lahko tudi človek na noter, zunaj se smeji, ne vem, čakaj, kjerga sem jaz že slišala, no, zdaj se ne spomnim, no, ampak za enega zelo znanega komika, čakaj, kako je, Devito, kako je, a se ti spomniš mogoče, Devito se piše, no, igralec, Alja, se ti mogoče spomniš tega? Ne, ampak je tudi recimo Robin Williams je enak primer, ne? Tudi, ja. No, zunaj so se smejali, bili komiki,
noter jih je pa požrl. No, in to je tipična stvar za debelo črevo, in ker depresija ustavi čist vse. Človek živi v preteklosti. In šele, ko sem jaz začela to preteklost spuščati, pač doma nismo imeli glih najboljših razmer. Zdaj, pred kratkim sem celo to zvedela, da je mama moji sestri govorila, da ne boš ti taka kot Neja. Ja, to ne rečemo, da ne boš ti toliko dobra kot Neja, ne? Ampak da ne boš ti toliko slaba, toliko zanič, toliko, ne vem, kašna, ne vem, kaj si takrat mislila, ampak glede na to, da je moja sestra rekla, da je to velikokrat ponovila, je mogel biti odnos res kar tako zelo zahteven. In jaz sem že kot stara sem bila, ne vem, mislim okrog 12-13 let, ko sem prvič mami rekla, meni je toliko težko, da se bom kar ubila. Ja, vse, kar je naredila, me je zagrabila za lase, pa toliko časa lasala, da so ji šopi las ustajali v njenih rokah, da sem si jaz zbila z glave misel o tem, da si bom jaz karkoli naredila. No, ampak psihične posledice tega dejanja, no pa še marsikaterega drugega so bile pa tako zelo, zelo hude. No, in to je bila zame, vse te stvari so bile zame ena ogromna travma, ki sem jaz potlačila to nekam noter v sebe. Jaz nisem polagala pozornosti oziroma nisem imela niti znanja, da se s tem začnem ukvarjati, ampak na nekem nivoju sem bila blagoslovljena, da sem pri mojih rosnih 14 letih že začela stvari študirati, tako da bo kmalu 40 let, odkar se s temi stvarmi ukvarjam. Ne samo, da sem pri sebi, tudi kakanje, lejte, to ni problema, vsak dan se gre zdaj kakati. Kakanje sem rešila, depresijo sem rešila, nespečnost sem rešila, alergije sem rešila, kožne bolezni rešila, raka sem rešila, lejte, to je bila cela serija enih stvari, ki sem šla noter, tako da potem pride to notranje zadovoljstvo, ki ven seva. No, in ko se ukvarjaš z zaprtostjo, je sigurno treba pogledati, kaj se je dogajalo v preteklosti, kaj si potlačil noter, globoko noter. Tudi ko je driska, je tudi nekaj globokega. In sicer človek noče pogledati v sebe noter in rajš hitro spušča ven, namesto da bi se poglobil in predelal. Tako da driska ali pa zaprtost, to je tako ista palca, se poznate tisti, ki imajo otroci, ki se gugajo, na eni strani je ena, na drugi strani je druga in gre samo tako tank, 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 tank. Prejšnji teden smo midve z Aljo povedali kar precej o tem, kaj lahko na fizičnem nivoju narediš. Seveda na tem čustvenem, miselnem nivoju se je pa treba ukvarjati s tem, je treba priti do vzrokov. Jaz to recimo učim v programu Postani mojster zdravja. Če te zanima, da te stvari znaš, da se dokopleš do stvari, potem ti predlagam, da se mi pridružiš v programu Postani mojster zdravja. Drugače pa ta program je enoletni program. Zakaj enoletni program? Zato, ker če greš ti na en retreat, recimo, ali pa delavnico, en vikend, ja, to je toliko kratek čas, da v bistvu, ko ti prideš nazaj v ponedeljek, ni še prišlo do globoke spremembe. Večina ljudi samo nekje po površini malo pobrska.
mi moramo iti pa globoko. No, in na tem programu Postani mojster zdravja gremo mi v globino. Če se nekaj začne dogajati, ja, to je pa nekaj narobe. Ne, ni. Lej, samo v globi skozi tiste plasti treba iti. No, in ne si dovolj iti v plasti noter, v globino noter, v svoje korenine, je tudi ena zelo velika značilnost tega debelega črevesja, ker človek je v osnovi potem slabovoljen in ne dobrovoljen, tudi če na zunaj kaže dobrovoljen. Zdaj sem se spomnila, evo, Danny DeVito, jaz sem se tega igralca spomnila, se pridejo spomini noter, ampak tako, da boste vedeli, on je bil zelo velik komik, se pravi, igral same take vloge, pa nastopal, posod si ga videl tako nasmejanga, ampak to ni pravo zadovoljstvo. In ko greš ti, seveda, na eno tak, ali pa na vdih, greš na počitnice, ja, tistih, ne vem, en teden, 10 dni, 14 dni, ja, se imaš fajn, se majčkeno odklopiš, ampak ko prideš nazaj, je isto sranje. Zato, ker nisi pogledal v globino noter. Sam majčkeno si se oddahnil od tistega, kar se ti vsak dan dogaja. Tako da program Postani mojster zdravja je narejen tako, da res gremo noter, da toliko časa delamo, da skopljemo ven. Zdaj pa, če pa hočeš individualni pristop, oziroma individualni pristop, pa lahko prideš midve z Alijo tudi z vsakmu delava, tako da se pogleda, kaj se dogaja v telesu, imamo pogovor o možnih vzrokih in potem mi skupaj kopljemo, kaj se je dogajalo noter in korak po korak odstranjujemo. Tako da to zaprtost je povezana seveda s to, kot sem rekla, žalost, nervoza, depresija, slabovoljnost, to sem jaz vse imela. Sam poglej sebe, težko spuščanje. Jaz recimo na Postani mojster zdravja učim tudi, kako naj človek misli, da spusti te omejujoče vzorce. Ker to, da si ponavljaš vsak dan tiste afirmacije, ali to ne bo delovalo. Zato, ker je tako, če zadaj imaš en glasek, ki ti reče, ma dej, to je res, smo že pogoreli. Se pravi, kako si postaviti svoj cilj, svojo namero, zato, da se bo tudi uresničilo to, kar in bo ta droben glasek tukaj gor tudi zadovoljen, da si pol energijo dvigneš, da greš normalno na debelo črevo. Mislim, na kakat. Recimo, tudi, ne vem, če si že slišala, ja, debelo črevo je povezano z imunskim sistemom, zato ker je toliko oživčeno in direkt povezano z možgani. To se pravi, karkoli se tle dogaja, se dogaja dol spodaj v debelem črevesju. In če se počutiš manj uredno, če velikokrat jokaš, če si žalostna, kriva ali pa kriv, če se počutiš nečistega, ne dovolj dobrega, to je vse, kar vpliva na debelo črevo. Tako da zdaj to na kratko vse predajam Ali, ki ima ziher še kaj zelo zanimivega za povedati. Jaz bi tle v bistvu dodala še eno tako perspektivo zraven, ki jaz mislim, da se je zelo malokrat govori, pa je lahko tudi zelo močna. In tukaj to malo bomo govorili tudi recimo o, če se dogajajo intolerance, lahko na določene vrste hrane in podobno. Je treba razumeti, da vse te čustvene in miselne stvari se lahko dogajajo že od prejšnjih generacij. Da vam dam par primerov. Če pogledamo recimo primere afriških sužnjev v Ameriki, ki so bili prisiljeni jesti neko kašo zjutraj, ker jim ni bilo danih dovolj beljakovin,
dovolj maščob, da bi lahko normalno živeli in funkcionirali, se je okoli tega razvila v bistvu čustveno zelo močna, kakor prepreka in ti ljudje recimo ne bo jim uspeli tega prebavljati. Tukaj v naših prejšnjih generacijah, recimo, če smo imeli lakote ali pa če smo imeli neke hude preizkušnje, ko starši niso mogli nahraniti otrok s tem, kar bi otroci rabili, ali pa so bili prisiljeni, da so jedli nekaj, česar njihovo telo ni hotelo. Recimo, da so mogli vztrajati in jesti samo neko listje tam, ali pa samo eno žitarico, niso imeli maščob, niso imeli beljakovin, to, kar je telo dejansko rabilo, se bojo razvile tle čustven odpor tudi na določene vrste hrane. In tukaj je lahko zelo individualno. In zaradi tega vidimo v določenih populacijah, marsikaj se govori, da je pač genetika, ker seveda ena stvar je lahko, koliko so bili ljudje izpostavljeni, če pač nekje se že tisočletja laktoze ne je normalno, da se zmožnost presnavljanja zmanjša, ampak ko pogledamo te razlike v individualnosti, tudi kakšni določeni ljudje ful slabo odreagirajo na kakšne vrste prehrane, je tle tudi treba pogledati, lahko kaj se je dogajalo v prejšnjih generacijah, ali pa lejte recimo, če ste zrasli gor, jaz vem, da ko sem bila otrok, jaz nisem bila nikoli zbirčen otrok, jaz sem jedla praktično vse. Ampak pri meni je bila ena stvar, ki je nisem mogla prebavljati in je še zmeraj ne morem, in to je bil vinski kis. In jaz, če sem zavohala vinski kis, meni je šlo na bruhanje. Bilo je tako res izjemno intenziven odziv in je še vedno tam, mičkanje manjši, kot je bil včasih, ampak ni šlo skozi. In je bil res izključno vinski kis, pa recimo vino. Jaz teh stvari ne moram ne vohati, ne piti. In mene so starši silili, recimo, da sem to mogla jesti. Čeprav sem imela vse ostalo, so me silili, da sem mogla jesti okisano solato, ki je bila spolska, sluzasta, grozen. Jaz imam travme od tega še zmeraj grozne, a ne? In vsi tudi sigurno ste poznali, ali pa mogoče ste celo vi, da je svojim otrokom rekli, joj, moraš pojesti to, kar je na krožniku. A veš, tam so otroci v Afriki, ki trpijo zaradi tega, ker so lačni. In kaj pol? Ne, mislim, kaj? A bomo spakirali to hrano, pa je poslali čez? Kaj se bo zgodilo? Kaj bo, kjer otrok bo dobil za jesti, če me nekdo sili, da do konca pojem, ker nisem več lačna? In tukaj tudi je čisto zelo na nivoju dejansko same hrane. Če kakšno hrano slabo presnavljate, če vidite, da ne morete iti na WC potem, pa da ni od zadaj nekih jasnih vzrokov, recimo, ok, jaz vem, da če pojem, ne vem, 5-6 rezin kruha, ne, pa tudi če je kruh doma narejen, pa vse tako, kakor ga pač midva tukaj delava z mojim partnerjem, ne, pa drug dan bom šla kakat, ampak ne bo izkušnja približno tako prijetna, kakor drugače, ne, pač obstaja na nivoju, ko veste, če jeste določene vrste hrane, da preprosto ne prebavljate tako dobro. To je normalno, a ne, vsaka stvar mora biti zmerna, oziroma v pravilnih razmerih. Ampak če pa vi se prehranjujete zdravo, da jeste neko normalno zbalansirano prehrano, pa da vidite, da vam neka vrsta hrane lahko povzroča velike probleme pri prebavi, pa ne morete najti fizičnega vzroka za to, je mogoče treba pogledati, kaj se je dogajalo v preteklosti in tukaj lahko recimo gluten je definitivno tukaj lahko problem, a ne? Da so v bistvu zgodovinske čustvene stvari ali iz otroštva, da je bila neka vrsta hrane, ali pa celo na splošno odnos do hrane. A veste, če je bil odnos do hrane vedno tak, da se vam ni pustili, da ste jedli tisto, kar ste hoteli. Ali pa ste vas že od začetka ste bili prisiljeni, ali pa so vas starši pač naučili, da se je hrano, ki je slabša za telo, a ne, da se je ta balans mikrobiota čisto porušila. Ampak predvsem pa, če so bile tle neke čustvene stvari, da so vas recimo silili, da morate do konca pojesti, tudi, ker niste bili več lačni. Ali pa da so vas silili, da jeste takrat, ker niste hoteli jesti. Tle se ustvari konflikt med dejanjem in pa med telesom. In vašega telesa ne zanima racionalizacija vaših staršev, zakaj je to dobro za vas, vaše telo sam ve, wow, ne poslušaš me, tlačeš nekaj vame, ker nočem tega. In tukaj se lahko pa razvijajo tudi čustveni vzorci in postane nekaj ponotranjeni, da se v bistvu telo zakrči, ko pride spet do ponovnih teh stvari. In ko se pa črevo zakrči in se ostalo, pa ne gre ta, ker črevo je pumpa, da spusti ven stvari in se razteza in sprošča, in se ta aktivnost bo porušila tudi zaradi tega, če so tle čustveni vzorci. Tako da to je tudi vredno razmisliti, če so bili kakšne take stvari, ki ste bili mlajši, da so vas silili, da ste mogli končati, da so vas silili, da ste jedli neke stvari, ki jih res niste mogli prebavljati, so vam res povzročale neprijetne odzive. In pa tudi včasih je treba pogledati par generacij nazaj in
In to pride nekaj, kar se pa tudi, ko se koplje, se te stvari marsikdaj pojavijo. Kakšno stvar boste lahko že sami ugotovili, če pogledate, če veste malo zgodovino družine, če veste, da recimo 1-2 generacije nazaj so bili lačni, niso imeli stvari, tukaj pri nas vemo, mi smo imeli 2-3 generacije nazaj vojno, to vedno pusti hude posledice, a ne? In se lahko tudi zaradi tega prenesejo neki vzorci naprej, ki je treba iti na globlji nivo in na to se da priti seveda s pogovorom, ampak še bolj funkcionalno je, še bolj uspešno je pa to narediti na načine, ki morajo priti do podzavesti. Tako da, če greste vi na terapijo, pa če se sam pogovarjate, če ni nobene druge, boste ostali na nivoju tistih 10%, kolikor vi zavedno veste že, da je tam. Pa vam lahko oseba da kakšne druge vpoglede, lahko vam postavi vprašanje, da dobite drugo perspektivo, to je lahko zelo koristno, ampak zelo težko boste prišli pa v te podzavestne vzorce, kaj šele, če so to vzorci, ki recimo niso vaši, ampak prihajajo od par generacij, a ne nazaj. In zato to, kar midve z Nejo delava, je Neja dela s Postani mojster zdravja, kjer se dela s pristopi tradicionalne kitajske medicine in se dela s telesom, tudi da se do tja pride, a ne. Jaz tudi, če delate 1-na-1 z mano oziroma z nama takrat, jaz tudi učim pač somatske tehnike, a ne, da se gre noter v telo, zato ker telo drži pa te stvari noter, da se začnejo sproščati te energije ven. In tako je, tudi da boste vedeli, včasih, ko boste sproščali te energije ven, včasih boste vedeli, zakaj se je neka stvar sprostila, včasih ne boste vedeli, kaj je nek vzorec. Tako da ni treba, da mi vse razumemo na kognitivnem nivoju, a ne. Važno pa je, da te stare energije, ki so noter, ki vse skupaj nam ne pustijo, da v redu funkcionira, da se sprostijo ven iz telesa, pa da vas pol ne obremenjujejo naprej, ne na fizičnem, ne na čustvenem, ne na mentalnem nivoju, ker to so ponavadi, če ne vedno med sabo zelo povezani. Tako da, to je še perspektiva, no, ki bi jo jaz ponudila zraven, ker se mi zdi, da lahko včasih pojasne kakšne stvari, ki pa niso nujno glede prehrane, lahko se dogaja to prek recimo izkušnjah spolnosti, lahko se to dogaja čisto pri drugih zadevah, da v vašem življenju ne najdete, da se je zgodil nekaj jasnega, ali pa lahko sprašujete, a se je meni kdaj to zgodilo, a se je to, so vsi odgovori ne, pač to ni del vašega življenja, nikoli se neka taka travma ni zgodila, lahko se je zgodila pa vašim staršem, starim staršem, ali pa še par generacij nazaj. Ajurveda pravi, da če hočemo mi res razumeti, zakaj smo, kjer smo, je treba 7 generacij nazaj pogledati. In tukaj je fajn razumeti, da lahko obstaja ta komponenta, za katero ne obstaja neka logična razlaga tukaj in zdaj, ampak se jo pa da lahko sprostiti prek različnih tehnik. Tako da, če vas to zanima, jaz vas še enkrat povabim, ali da greste delati z Nejo v Postani mojster zdravja, ker tam ste naučili tehnik, ki jih lahko do konca življenja uporabite zase, za vašo družino, ali pa pridete individualno delati z nama, kjer pa bomo res v krajšem časovnem obdobju se posvetili res samo vam in pogledali točno to, kaj se tam dogaja in najdali tehnike in pristope, ki bojo za vas najboljši za to, da se spucajo stvari ven, ki se morajo spucati ven. Odlično. Meni je zelo všeč, kar si povedala. In istočasno, da si dala tudi rešitve, se pravi, ne to, da smo spet žrtve, ker žrtev je spet energija, ki bo črevo čist zaprla. Se pravi, mi nismo žrtve preteklih stvari, ampak telo ima ta spomin in ga je treba s telesa vendati. Zdaj pa imamo različne tehnike in pristope, samo če si ti pripravljena iti v globino. Recimo, jaz sem kar precej študirala psihologijo in raziskave so pokazale, da človek ozavest nezavedne vzorce je potreben iti kopati noter. In potrebujemo kar 5000 ponovitev drugačnega načina, da se neželjen vzorec spremeni v drugačnega, ki podpira naše srce pa našo dušo. In to je možno, samo nimamo hitrih tabletk. Yeah. Ne moreš iti na eno vikend delavnico pa to odkriti, ampak je to proces, tako kot je Alja rekla, ne ostati v glavi,
ampak je treba iti v telo, kaj čutim v telesu, kaj se noter dogaja. In potem iz tistega občutka je to globino. Jaz sem, recimo, šamanske tehnike sem začela študirati, zdaj 25 let približno nazaj. No, in imenovali smo eno tehniko piramida. In z eno stvarjo smo začeli in smo samo, kaj je pod tem, kaj je pod tem, kaj je pod tem, kaj je pod tem, kaj je pod tem. In na ta način, recimo, sem jaz prišla do uvida v preteklih življenjih, kaj se je dogajalo z mano, kakšne, ne samo kaj se je dogajalo, ker to, da vidiš, ne vem, greš na regresijo, pa vidiš, kaj se ti dogajalo. Samo kaj ti bo ta informacija? Greš na regresijo, pa vidiš, kaj se ti dogaja. To je larifari, to je brez veze. Ti moraš vedeti, kaj si takrat čutil, pa mislil, ker to je vpisano noter. No, in midve z Aljo imava ogromno tehnik, da greš noter v tist, kaj si takrat čutil, kaj se je zapisalo v tvoje energijsko polje in to odstraniti. Pa pride kakanje. Tako. In treba je tudi vedeti, da pri teh tehnikah boste občutili stvari, ki jih takrat niste hoteli občutiti. Zato se ljudje tega izogibajo, ker je lahko neprijetno. Jaz vem, jaz delam večkrat na teden te tehnike, recimo vsaj 3-4 ure na teden posvetim temu. Zdaj sem prav v enem posebnem programu, tudi ko delam s temi stvarmi in pridejo včasih trenutkih popolnega ekstazija, ko se energijsko polje uravnava, včasih pridejo pa trenutke, ko imaš občutke, da energijsko bruhaš ven zadeve. Ampak je tle treba vedeti, da te stvari so noter nas in je boljš, da jih mi pustimo, da začutimo in pridejo ven, da pa nimamo več tega stranja. In pa se začne, pa ko spustite te stvari, boste videli, kako se bo drugih stvari začelo uravnavati v življenju. Da kar naenkrat naredite eno tehniko, ko mogoče sploh ne veste, kaj se je sprostil, ampak pa ste čustveno bolj stabilni. Pa vas določene stvari ne zdrmajo več, kot so vas prej, ne sprožijo nekega močnega odziva in neka stvar, ki vas je prej vam ful težila, pa ste ful težko delali, ker naenkrat ste v isti situaciji, ste tako, whatever, v redu je, ne. In to delamo, zato da sproščamo te stara sranja. In jaz bi tle res rekla, vsi, ki to poslušate, jaz imam zelo rada pristop, da se k tem stvarim pristopa z eno ogromno mero hvaležnosti, pa nekega nivoja neponižnosti te klasične variante, ki moramo biti ponižni zato, da bomo dobra oseba, ampak da razumemo, kakšen privilegij nam je dan, da smo tukaj in zdaj in da imamo možnost, da te stvari sprostimo. Ker naši starši te možnosti niso imeli, naši stari starši te možnosti niso imeli, oni niso imeli interneta, da bo zdaj poslušali Nejo pa Aljo, pa da jim bo rekel, lejte, obstajajo te šamanske tehnike, pa somatske tehnike, pa postani mojster zdravja, pa vse to lahko probate in pridete do korenin tega, kar vas matra. Oni niso imeli te možnosti, mi jo pa imamo. In to je privilegij, ker tudi če vzamemo, da nam bo mogoče kdaj 5 minut, 10 minut neprijetno, pa da bomo mogli iti čez neke zadeve, ki bomo tako, wow, kaj se je dogajalo tam, imamo možnost, da se te stvari sprostijo ven in da naše življenje pa poteka čisto drugačno. Tako da, če imate te stvari, dajte spremeniti to, o moj bog, treba bo narediti ene stvari, ki bojo neprijetne, iz tega rajš ne bi pogledal v miselnost, kakšen privilegij, da ima možnost te stvari dejansko narediti. In če imate stvari, ki vas matrajo, če imate težave s prebavo, vse to, treba je najti rešitve. Tle smo zato, da najdemo rešitve, ljudje smo toliko časa preživeli, pa toliko dobro nam gre, ker smo blazno prilagodljivi in to je zdaj nov korak evolucije. Tisti, ki bomo delali v to smer, bomo imeli zelo drugačno prihodnost, kot tisti, ki bojo te stvari zdaj spustili. Tako da jaz vas res povabim, da začutite v vas, če je to ta pravi moment, da poiščete rešitve za težave, ki jih imate. In če začutite, lejte, midve sva tle in bi z veseljem vas pri tem vodila po najboljših možnostih. Tako da lahko kontaktirate Aljo, lahko kontaktirate mene. Na spletni strani bisernica.si postani-mojster-zdravja imate možnost za vpis v ta program
Tako da mi, da smo tukaj, predelali smo ogromno stvari v življenju, šle v globine noter, tako da mi dve te lahko vodva tudi v tvoje globine. In ti želim čudovit teden, čudovit dan ta prvi, čudovit teden, čudovit mesec in leto in življenje in tako naprej. Čau. Čau.